No pa poglejmo. Danes se odpravljamo nekam, kamor ne gremo vsak dan, v FutureX Tech Park. Ampak pozor, to ni samo še en zabavišni park, gre za nekaj veliko večjega. Predstavljajte si ogromen tehnološki raj, skoraj kot živ organizem, ki diha z inovacijo. To je mesto, ki nam ponuja resničen, otipljiv vpogled v svet, ki šele prihaja. In veste, kaj je bistvo vsega? Najbolje to povzame ena misel. Predstavljajte si FutureX Tech Park, mesto, kjer se prepletejo vizije treh velikanov, Disney Imagineeringa, laboratorijev MIT in pa inovacij Hacksmitha. Ja, to je temelj, na katerem je zgrajeno čisto vse, kar bomo danes videli. Torej imamo te tri stebre. Ampak kako se to dejansko preplete? No, poglejmo. Disney. Oni prinašajo dušo, tisto magično pripovedanje zgodb. Potem je tu MIT, ki zagotavlja recimo možgane, vso znanstveno osnovo, vso preciznost. In na koncu Hacksmith. Oni so roke. Tista surova strast do ustvarjanja nečesa, kar dejansko deluje, kar lahko primemo v roke. Dobro, pa se potopimo v park. Začnimo po dnevi. Kako vse skupaj izgleda? Predstavljajte si tisto svetlo, res optimistično vizijo prihodnosti. Malo spominja na Disneyev Tomorrowland, ampak to je pripeljano na neko čisto novo raven. In podoba parka? Wow, res je osupljiva. Bleščeče bele stavbe, ki se dvigajo proti nebu. Med njimi tiho drsijo lebdeča vozila. In povsod so ti zeleni vrtovi, kjer se tehnologija tako neopazno zlije z naravo, da sploh ne veš, kje se eno konča in drugo začne. Vse skupaj deluje v popolni harmoniji. In veste kaj, tukaj ni nič prepuščeno naključju. Vsak, ampak res vsak detajl je del neke večje, trajnostne vizije. Stolpi, recimo, dihajo sončno energijo. Umetna inteligenca neslišno vodi vozila po magnetnih tirnicah. In to ni samo neka kulisa, veste, to je dejansko delujoč ekosistem. Celo kipi so živi, ob dotiku pripovedujejo zgodbe. Stavbe so modularne, prilagajajo se potrebam dneva. Od robotskih natakarjev v kavarnah pa do rastlin, ki so genetsko spremenjene, da svetijo v temi. Vse to kaže na prihodnost, kjer sta učenje in zabava eno in isto. Ampak v samem srcu parka leži nekaj, kar je, resnično posebno. Pravi delujoč Avengers Campus. In tukaj je ključna razlika. Obiskovalci niso samo opazovalci. Ne, postanejo aktivni udeleženci. Del zgodbe. Tukaj lahko vsakdo preizkusi, kako je pravzaprav biti junak. In kako se postane junak? No, to ni samo gledanje filma. Gre za aktivno sodelovanje. Prvi korak, vsak dobi posebno zapestnico. In ko jo aktivira, je to ključ do nadčloveških sposobnosti v parku. Nato sledi urjenje, ampak ne kar tako, ampak z resničnimi prototipi, kot so eksoskeleti. Ko je to osvojeno, je čas za timsko delo v taktičnih izzivih. In seveda, vrhunec vsega, spektakularna bitka v areni. Tam se vse naučene spretnosti preizkušijo na najvišji možni ravni. Ampak FutureX je več kot le doživetja, veste. To je tudi prostor za ustvarjanje. In zdaj se premikamo tja v laboratorije domišljije. To so kraji, kjer se ne samo konzumira zabava, ampak kjer obiskovalci aktivno, res aktivno, soustvarjajo prihodnost. Naše prvo postajališče, pravi raj za vse ljubitelje iger. Gamers Sanctum. Ampak ne si predstavljati klasične igralnice? Ne, to je portal. Portal v svetove, kjer so meje med tem, kaj je resnično in kaj je igra, popolnoma zabrisane. Tukaj je vsa tehnologija podarjena enemu cilju – popolni potopitvi. Govorimo o haptičnih oblekah za celo telo. In to ne pomeni samo malo vibracij, ne? To pomeni, da dejansko občutite udarec, veter na obrazu, pospešek, vse in svetovi. Te v realnem času generira umetna inteligenca. To pomeni, da je vsaka pustolovščina čisto edinstvena, neponovljiva. In seveda, za tiste najbolj tekmovalne so tu turniri, z nagradami, ki lahko, dobesedno spremenijo življenje. Dobro, gremo naprej. Naslednji laboratorij je ustvarjalna delavnica. To je prostor za bodoče arhitekte, umetnike, inženirje, za vse ustvarjalce. Tukaj domišljija dobesedno postane resničnost. Obiskovalci z rokami manipulirajo z holografskimi modeli celih mest, uporabljajo orodja za prototipiranje, ki so res na najvišji ravni, in na delavnicah aktivno sooblikujejo, kako bo park izgledal v prihodnosti. Tukaj se res vidi tista kombinacija. Disneyevo pripovedanje zgodb se sreča z MIT-jevim inženirskim genijem. Ampak potem sonce zajde in zgodi se popolna preobrazba.
Park odvrže svojo svetlo-optimistično dnevno podobo in se prelevi v nekaj čisto drugega. Vsa tista estetika Tomorrowlanda se umakne. In kaj jo nadomesti? Kibernetičen neonski svet, ki ga je očitno navdihnil Tron. Torej, poglejmo, kaj se dogaja, ko pade noč. Park postane, skoraj kot živi kibernetični organizem. Svet neonskih luči, kjer je dobesedno vsak korak novo, nepozabno doživetje. Po noči je Futurix res kot simfonija svetlobe in zvoka. Samo predstavljajte si, tla se odzivajo na vsak korak s svetlobnimi valovi. Električna kolesa, ki švigajo mimo za sabo, puščajo svetleče neonske sledi. Ulice se spreminjajo, postanejo bojišča v igrah obogatene resničnosti. Sredi mesta se bojujejo ogromni holografski liki. Resnično, celotno okolje diha in se odziva na gibanje. Dobiš občutek, da je park sam po sebi živ. A mislite, da je to vse? Niti približno. Potovanje se tukaj še ne konča. Sledi še zadnje dejanje. Vrhunec. Vzpon do zvezd. Na vesoljsko postajo, ki lebdi visoko, visoko nad parkom. In kako se pride tja gor? Seveda, ne z dvigalom. Dostop je futurističen. Skozi teleportacijske kabine in zgoraj čaka popolnoma drug svet. Sobe za igre o breztežnosti, noro adrenalinske virtualne dirke, ki te spomnijo na Ready Player One in končno, pika na i, dostop do metaverzolja Oasis. Vsaka izkušnja je zasnovana z enim samim namenom, da ustvari občutek, da je Zemlja res ostala daleč spodaj. Torej, kaj je ta Oasis? To je krona celotne izkušnje. Absolutni vrhunec. In to ni samo še ena igra. Je skupno deljeno virtualno vesolje, dostopno preko navidežne resničnosti. To je neskončen prostor, poln neštetih, ampak res neštetih čarobnih in fantastičnih svetov, ki ponujajo popoln pobeg in praktično neomejeno raziskovanje. Kot vidimo, je Futurix Tech Park veliko več kot samo zbirka tehnoloških čudež. Je prava vizija prihodnosti. Prihodnosti, kjer se meje med tem, da nekaj samo opazujemo in tem, da nekaj aktivno ustvarjamo, popolnoma brišejo. Kjer se fizični in digitalni svet prepletata do nerazpoznavnosti. In zato se na koncu pojavi eno vprašanje. Vprašanje, ki presega zgolj zabavo. Če bi imeli na voljo en sam dan v takem svetu, kaj bi ustvarili? Bi postali junak, morda zgradili čisto novo mesto ali pa bi raje raziskovali oddaljene galaksije? Odgovor je, meje postavlja samo domišljija.